Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ker nesreča nikoli ne počiva, najprej iskreno opravičilo za današnji kasnejši začetek oddaje. Kar je mrtvo, ne more umreti. Včeraj se je tudi za slovenske gledalce kabelske televizije končno začela težko pričakovana zadnja sezona mega uspešne serije Igra prestolov. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naš Marjan navija za ekipo Nočnega kralja in Belih hodcev. Hkrati so vse glasnejše govorice in špekulacije, da bo vlada našega Marjana trajala še največ 1 leto. In kaj o tem poreče naš Marjan? Kakor pravijo železorodni, kar je mrtvo, ne more umreti. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: naša gospa Evropa gori. Božji sin je vstal od mrtvih, lahko tudi krščanska Evropa. Notre Dame de Paris je včeraj zagorela. Škoda je ogromna. Kaj je v resnici šlo narobe, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Boštjana Marka Turka in Tina Mamiča. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Boštjan, Tino, ker smo kasneje začeli, predlagam, da gremo kar in medias res. Boštjan, ti si danes govoril s številnimi v Parizu, ki imajo informacije iz prve roke, zato te prosim, da nam na začetku poveš, kaj se je v bistvu včeraj pozno popoldne in zvečer dogajalo. Izvoli. Torej, moje informacije, ki sem jih dobil, so iz različnih virov. Vsi so pa, bi rekel, zelo verodostojni in tudi zelo zaupni. Torej, gredo pa v to smer. Prvič, poteka, tega, kar mi ne vemo, poteka zelo intenzivna kriminalistična preiskava, ki se osredotoča na tiste, ki so imeli dostop do gradbišča, predvsem se osredotoča na ljudi, ki so, recimo temu, tako rečen, inženirski kader. Drugo, česar se ne da spregledati, da je bil prvi alarm 18:20, se nič ni zgodilo. Drugi alarm 18:43, se nič ni zgodilo. Šele, se pravi, pol ure gorenja, ne, je šlo spregledano. Tretje, kar je bistveno, je pa, da je ena od televizij, mislim, da je to LCI, ampak to je na internetu, prinesla podatek, da so njeni snemalci, oziroma da je pač zabeleženo, in to je pa bistveno, da sta bila vznika ognja v ostrešju na 2 ločenih krajih. Kar seveda pomeni, da se s tem v bistvu bistveno zmanjšuje možnost, da bi do tega požara prišlo naključno. Danes v naključnost požara ne verjame nihče. Prvič, zato ker je bilo itak prepovedano, da tam kakršnokoli orodje, ki bi skrilo ali karkoli, a ne. Drugič, ker je to pač konstrukcija materijala, ki Notre Dame so zgradili, bi rekel, z materijali, ki niso predpostavljali orodja, ki skri, se pravi svedrov, varjenja in tega, ne. In tretjič, kar je izredno pomembno, da se je to zgodilo po delovnem času, se pravi delovna hipoteza, ki se ponuja, je ta, da je nekdo pač pripravil na 2 mestih vznik požara in da je sprožil to, ko so se pač vsi umaknili. Torej, tudi dejstvo, kar vsak vidi, ki ima opravka s pirotehniko ali ne, da je bila silovitost ognja, ne, takšna, da ni mogla, bi rekel, rasti iz 800 oziroma 200 let starih brun. Ta ogenj je očitno moral vsaj v začetku prihajati od drugod. Zdaj, Tino, kako si se ti počutil, recimo, tisti hip, ko si slišal za to novico, ko si izvedel, da Notre Dame gori? Jaz vem, recimo, jaz skoraj nisem mogel verjeti tega, ne? Pač zelo z nejevero smo spremljali na začetku vse te novice, ne? Ja, mene sinoči vsa stvar šokirala in tako počutil sem se podobno kot tisti dan, ko so napadli dvojčka v New Yorku. S tem, da New York je vendarle en poslovni center in je to pač simbol nekega posla in kapitalizma, medtem ko je Notre Dame simbol naše kulture, naše biti, naše Evrope kot take. In danes zjutraj, ko sva se z ženo pogovarjali, oziroma ko sem pri zajtrku govoril o tem, kaj sem zjutraj pogledal glede škode, sem
skoraj jokal sem nehal govoriti, zato ker mi je šlo na jok. To je dejansko, ta simbol je tako močan, da presega to, kar lahko opišemo. Posebej pa tudi zaradi te simbolike, ne samo zato, ker smo v velikem tednu, ko se je zgodila še večja katastrofa, ampak zaradi Evrope, ki se sesuva sama vase in pri tem na take katastrofe se bomo morali navaditi. Na požige cerkva se bomo morali navaditi. V Franciji je v zadnjih par mesecih zagorelo v 12 cerkvah, 12 podtaknih požarov, tako da bo tega vedno več. Vprašanje, tu pa potrujemo tudi mi, normalni ljudje, ali vlade, ali države, zaradi svoje malomarnosti. Ja. Zdaj, Boštjan, ne? Uradna verzija je, da je šlo za šlamparijo, ampak recimo, če verjamemo tej uradni verziji, zdaj vas pa takole vprašam, ne? To je stavba, ki ni kar ena stavba, ne? Stara je 850 let. Ne? Mislim, kako greš to obnavljati in ti potem zaradi šlamparije skoraj cela praktično zgori. Ne? To kaže na to, da so se vsaj v načelu zelo šlampasto lotili te prenove, ki bi naj sicer trajala 20 let, ne? Čeprav vem. Ni bilo očitno požarne straže, ti sicer govoril o nekih alarmih, ki so bili preslišani. Skratka, kako se lotiš prenove enega takega verskega, kulturnega in v bistvu identitetnega spomenika celotne Evrope, tako rekoč na tak način, da se ti pa zgodi taka katastrofa? No, jaz sem povedal pač, da ta prenova je, bi rekel, bila dobro namerna in to je pač Notre Dame se je prenavljala že poprej, ne, so ščistili pač pročelja in ta dva stebra, ki sta oziroma ostala, se pravi ta dva velika stolpa, sta bila očiščena 10-15 let nazaj, jaz sem to spremljal. Ni problem v tem, problem je v tem, kar se zdaj kaže, da je tukaj šlo za sabotažo. Torej to... Ampak tudi na sabotažo bi morali biti pripravljeni. Ne? Zdaj Tino je rekel, 12 cerkva je zagorelo v Franciji, tudi to ni prva cerkev, ki je zagorela v Parizu. Čez mesece pa čez tedne se bo videl dvoje. Prvič, danes je že francoski državni tožilec rekel, procureur general je rekel, da izključujejo kakršnokoli stvar v zvezi z sabotažo. Ja. Ne, to je pač dodatno pogrelo, ne, ker vsak manj kot 24 urah ti ne moreš nobenega scenarija izključiti. Če avion pade, ne moreš reči, izključujemo pač sabotažo. Ne. Hotel sem vam nekaj drugo vprašati. Ne. Se pravi, tudi če ne bi šlo za sabotažo, kaže to na neko veliko šlamparijo. Ne, pač, ker to je pač, ena stvar, ki je pač tukaj bistvena, da je Notre Dame je pač simbol Francije, simbol Francije, dve, simbol Pariza. Zakaj je simbol Francije in simbol Pariza? Zato, ker je najvišji simbol krščanske Evrope in če je kdo hotel pač izvesti to, kar je nameraval izvesti, je naredil odlično v času tako imenovanega velikega tedna. To kaže seveda torej delovna hipoteza, jaz govorim o delovni hipotezi. Mi resnice nikoli ne bomo vedeli, kajti to, kar je pač državni tožilec danes rekel, kaže, da so francoske oblasti pripravljene napraviti vse, da bodo pač resnico zakrile. Jaz jih v tem razumem, kajti Francija je na robu državljanske vojne in to bi bilo lahko pač čisto mirno kapla čez rob. Ampak drugo se treba vprašati, mi živimo v Evropi in v Sloveniji, ki izginja, če smem še dva stavka, po filmu o Patriji, ki ga je pač dal na televizijo, direktor televizije tedajni Jože Možina, je Slovenija drugačna, kot je bila. Po premetu Merklove od 2011 naprej je Evropa drugačna, kot je bila. Mi izgubljamo tla pod nogami in jaz sem prepričan, torej, po moji racionalni kartezijanski pameti, mene pač ljudje nimajo za neumnega, ampak jaz maksimalno dvomim, da je šlo tukaj pri tako kolosalni zadevi za delovno nesrečo. Tino, kaj se bo zgodilo, recimo, če se nekdo zdaj javi, neka teroristična organizacija, kdorkoli in prevzame odgovornost in reče, da je šlo za požig? Kaj potem?
A mu verjamemo, mu smemo verjeti, mu ne smemo verjeti? Videli bomo, indicov je veliko. Mene, ki pač ne poznam toliko stvari, sem gledal večinoma po medijih, ampak sem videl par indicov, recimo, ki bi kazali na to, da je mogoče šlo za teroristični napad, in pričakoval bi, da bodo mediji zanikali. Recimo tisti posnetek, ko je... Po mojem ima Boštjan prav, manj kot 24 ur po dogodku težko že izključiš ampak recimo zaokrožil je posnetek, ko se nek Arabec v muslimanskih oblačilih sprehaja v času požara na balkonu desnega od teh nedokončanih zvonikov na fasadi. In je to ponaredek ali je to resnični posnetek? To bi morali povedati. In zato, da se na to nihče ne obrne, oziroma da nihče tega uradno ne objavi in pove, kaj gre v ozadju, meni zelo smrdi. Tako da bi bilo fajn še par dni počakati. Glede malomarnosti pa, jaz se samo bojim, kaj bo pri nas, ker pri nas bomo, če se pri nas kaj podobnega zgodi, če ne bo cerkev res zelo, zelo vredna in zelo, zelo stara, bo to vse kolateralna škoda. Mi smo cerkve in gradove že požigali in tega nobeden ni opazil, če rečem tako, in nobeden tega ni problematiziral. In je samo vprašanje, kako bo. Recimo, če povem en konkreten primer, koliko je cerkva, ki jim zamaka streha, ampak tu država ne stori nič. V Franciji, recimo, vse cerkve obnavlja država, oziroma jih država upravlja. Pri nas je pa problem, če en župnik reče, da je treba za cerkev recimo popraviti streho in da to toliko stane, da bi bilo prav, če vsak da 1 evro na obisk maše, je pa to potem postane problem. In še en konkreten primer, recimo na Krasu, v Krajini vasi, je nekoč stala zelo lepa s kamnom krita cerkev, začelo je zamakati in kaj so naredili, so postavili novo kritino, brezvezno, tako da je kamen šel dol. Kje je tu država? Če se mi tako obnašamo do svoje dediščine, ko ni recimo v nevarnosti, ko ni alarmov, kaj bo šele, ko bo začelo goreti? Zdaj, Tino, se zavzemaš, da bi samo, katere cerkve bi potem morala država pri nas obnavljati? Večinske veroizpovedi ali tudi drugih, ali kako bi to uredili po tvojem? Tukaj gre za kulturne in nacionalne spomenike. Če imamo mi cerkev na Gričku, je to naša kulturna krajina in je to del vseh nas. Ko vidiš na Gričku cerkev, veš, da je to Slovenija. In tu gre za identiteto. Ni logično, da naredimo eno cerkev moderno, ki niti ni lepa, in da bi to financirali. To ne, ampak recimo vsaj tisto, kar bogati krajino, praktično so pa vse cerkve skoraj da take, bi pa država morala vsaj poskrbeti, da se ne uničuje. Tudi pomislite, ko bodo v prvo cerkev dali vstopnino, kaj se bo zgodilo. Se upravičujem, te moram prekiniti, gremo na kratek premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih in nadaljujemo s komentiranjem, zakaj Evropa gori. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Marko Turk in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o tem, zakaj naša gospa Evropa gori. Zdaj, Boštjan, Tino, odzivi v Sloveniji so bili večinoma pričakovani na ta tragičen dogodek iz Pariza, vendarle pa so nekateri, ki odstopajo od te ugotovitve. Mene osebno je recimo najbolj presenetil, priznam, odziv Žige Turka na Twitterju, ki je zapisal takole: je tragično, ampak jutri bom šel v službo mimo 3 cerkva, ki se jim ni zgodilo nič. Krščanstvo je globoko, široko in žilavo, videti v tem požaru neko simboliko je v bistvu nekrščansko, se mi zdi. Zdaj, kako vidva to komentirate? Zdaj, če bi ta odziv prišel od nekega zagrizenega ateista, pač nasprotnika vere, katolištva, desnice, recimo v Sloveniji, bi človek to še nekako pričakoval, čeprav ne bi odobraval, medtem ko Žiga Turk je vendarle član SDS in
posojen, kot pravi Janez Janša, Novi Sloveniji za 8. mesto na listi za EU volitve. Jaz Žigi Turku želim pač vse dobro na teh evropskih volitvah, ampak ugotavljam pa kot njegov univerzitetni kolega, da ima Žiga Turk ogromno časa. Se sprašujem, kako mu pač njegova matična fakulteta toliko časa pušča. In Žiga Turk zdaj, bi rekel, dela nek eksperiment, ki se mu reče iznajti kvadraturo kroga. To sicer ne gre. Se pravi, kako boš ti omnibus placiturus nemini placet, kako boš vsem všeč, pa boš hkrati nobenemu gajal, ampak on bi rad vsem gajal. In te grički in preštevanje, to je pač to. To je pač Žiga Turk sporoča tole. Jaz nimam jezika, jaz se dajem v službo. Se dajem v službo tistim, ki imajo pač oblast nad jezikom in ki imajo oblast nad identiteto v državi. Razpolagajte z menoj. Jaz želim pač biti v medijih, želim pač, da me slikajo v Dnevniku, da me intervjuje tam, da sem v Tarči, to želim. Moja identiteta je temu sekundarna. Grem kot tele v klavnico. To je tragična zgodba Žige Turka, bi zaslužila neko analizo, recimo Maja Sunčič jo je naredila na nek zelo brutalen način, ampak seveda Maja Sunčič človek ne more učitati ničesar, najmanj pa tega, da ta analiza v zadnjem Reporterju, kjer je objavila, ni resnična. Ampak to je, lejte, to je pač, sporočilo je jasno. Žiga Turk reče, jaz sem človek brez identitete, posodam identiteto Tinu Mamiću, tule desno od mene, dragemu Ljušu Pertinaču levo od mene, potem urednici Dnevnika, povejte, kaj želite, da rečem. To so pač to so take, bi rekel, zlomljene hrbtenice. Žiga Turk si bo, seveda, on nikoli ne bo poslanec, evropski, ampak si bo naredil pač neko v teh medijih, ki mi je pač dal samega sebe, to je pač princip neke elementarne, bi rekel, prostitucija. Si bo naredil pač nek ugled, ga bojo potem še spraševali za mnenje, seveda tako Žiga Turk kot mediji bojo vedeli, da mnenje ne sme biti. Najmanj, kar sme biti, je mnenje. In ta o teh cerkvicah in to, je to točno to. Žiga Turk je človek, ki sporoča svetu, jaz nimam mnenja. Tino, kako je zdaj s tem, kako si ti videl ta njegov odziv? Prej si govoril v prvem delu oddaje, kako si bil ti recimo osebno prizadet, vsi smo bili načeloma. A je to podcenjevanje in se ti zdi, ali je to, kar pravi Boštjan, se pravi neko iskanje dlake v jajcu in neke pozornosti, biti drugačen od večine? Prav konkretno v tem tweetu ni tega, kar je Boštjan omenil. Je pa ta Boštjanova analiza, v bistvu taka zelo v njegovem slogu, polna slabšalnih besed, žalitev in tako, zato je tudi, ko bi rekel, Maja Sunčič čisto, tukaj je, ne vem, to je zelo nizka raven, ker gre za žalitve in to mi res ni všeč, zato tudi Boštjana Turka ne berem, ker je pač tega ne zmorem. Tako da jaz se s tem nikakor ne strinjam. Še dobro, da pa hodiš v našo oddajo. Jaz sem pač demokrat. In vi me povabite, tako da jaz pridem. Saj ni problem, vse smo veseli, da pridete. Izvoli naprej. Zbiram sogovornikov. Skratka, Žiga Turk ima svoje mnenje. Z njegovim mnenjem, ki ga je danes zjutraj povedal, se ne strinjam, ima marsikaj, kar mi ni všeč, ampak konkretno ta tweet ni pa nič narobe, je kvečemu pohvalno. On kot, jaz ne vem zdaj, če je veren ali ni, ampak zdi se mi, da ni praktičen kristjan, če on vidi v krščanstvu nekaj dobrega in ga označuje za nekaj žilevega, kar bo preživelo in tako, se mi zdi to dobro. Tako da Žiga Turka tudi kot človeka zelo cenim, zato se mi take podle in čustveno obarvane, brez argumentov in brez dokazov, te stvari mi res niso všeč. Boštjan, boš še ti še kaj dodal? Pokomentiram to, da prvič, odkar sem tukaj doživim, pač, da sem vprašan za mnenje, povem mnenje, potem mi pa nekdo, katerega volilno kampanjo 2014 sem podpiral, mislim, čavno za županskega kandidata, z njegovimi 4 otroki se dobiva, vse to zabija nož v hrbet. To je moja zadnja beseda. Ok, dobro, predlagam, da gremo potem naprej. Pač smo oddaja, kjer vsak pove tisto, kar misli, da mora povedati. Imamo tudi odziv Janeza Janše, ki se je pač nekoliko drugače odzval kot Žiga Turk na Twitterju. On je recimo zapisal: grozljiva simbolika goreče katedrale ravno pred veliko nočjo, evropski 11. september, vprašaj, nehote ponazarja načrtno razgradnjo tisočletne evropske civilizacije, ne dovolimo, da plameni prinesejo konec, zgolj streznitev in jekleno odločnost, novo rojstvo in ustajanje.
Zdaj, a je to nekak napoved po vajinem mnenju, da bo Janez Janša bolj resno vzel tudi te evropske volitve in nasploh situacijo v Sloveniji in v Evropi in da bo bolj jasno začel izražati ta svoja stališča, ker v zadnjem času smo nekako videli, da je bil dost pasiven, ne? Ja, jaz bi rekel tako, da situacija v Evropi je onkraj popravila, mislim. To vedno opozarjam tudi v svojem pisanju, da generacija, ki je zdaj odgovorna za našo skupno usodo, se z nje norčuje enostavno. Generacija, recimo, ki je spravila Evropo skupaj, recimo, se pravi 1. maja, zdaj bo, poglejte, 15 let bo, odkar je Evropa zadihala z desnim in levim pljučnim krilom. Kakšen optimizem. Ljudje, ki so to spravili, 15 let od tega so spravili skupaj. Kancler Kohl, nemška politika, evropska politika, francoska politika, angleška politika, ki je omogočila, da se je Evropa, da je padel berlinski zid, Janez Pavel II. Vse to se je zgodilo v času naših življenj. Ko smo bili mi tukaj, ki smo pač pred kamero, bi rekel mladeniči, ne? Nekateri bolj, nekateri manj, ampak kljub temu zdaj pa ta Evropa popolnoma odpovedala. Mi nimamo političnega razreda, ki bi evropskim prebivalcem, Evropejcem zagotavljal elementarno varnost. In to za Notre Dame je samo najbolj brutalen in kričeč simbol tega, kar se pač v Evropi dogaja. To je grozno. Ja. To je grozno. Tino, kaj ti praviš? Po mojem bo SDS skušal pobrati volivce, ki bi jih sicer pobiral Dom, ne? Torej bo verjetno šel malo bolj na desno, ampak ne samo zaradi stranke Dom, ampak predvsem zaradi evropske situacije, v kateri bojo ljudske stranke letos dobile verjetno precej manj kot pred 5 leti. In po drugi strani se bodo pa v parlament verjetno veliko bolj uvrstili evroskeptični nacionalisti. In to dejansko je za Evropo v nekem smislu slabo, oziroma za to evropsko organizacijo, ki jo poznamo, je to slabo. Tako da verjetno se bo nekaj v tem stilu zgodilo, da bodo pač te tradicionalne stranke dobile vedno manj, oziroma tudi na teh volitvah manj, in novi razni evroskeptiki, zeleni, liberalci, ne vem še kdo, da bodo dobili več. Tako da to je treba tudi malo računati da gre za predvolilne kalkulacije. Po drugi strani pa moramo tudi vedeti, da Evropa je ogrožena, Slovenija, taka kot jo poznamo, je ogrožena in o tem evropske ljudske stranke ne govorijo veliko. Se v bistvu, če pogledamo enega Jeana-Clauda Junckerja, je to smešnica. Ja, zdaj, seveda izrazi podpore prihaja praktično iz celega sveta, tudi javili so se že zasebni donatorji, recimo mož Salme Hayek, milijarder francoski, obljubil 100 milijonov evrov in tako naprej. A nas mora to navdajati z optimizmom po vajinem mnenju ali vseeno se moramo zamisliti, pač, da je prišlo do tega neljubega in tragičnega dogodka in kakšne so implikacije tega. Skratka, a zdaj lahko pač rečemo to, kar je bilo in zremo naprej v prihodnost, ali vendarle moramo še sami pri sebi premisliti, zakaj je do tega recimo prišlo. Tukaj vseeno je škoda tako velika in se ne da rešiti. Recimo ostrešje leseno, toliko let staro, se ga danes ne da več postaviti, ker ga niti ne znajo. Najprej bi pa rabili 4-5 let, da bi tak les sploh pridobili, kot so ga dobili recimo v 19. stoletju ob rekonstrukciji. Tako da je z tega stališča se tega popraviti ne da več, posebej, če bodo dali železno ogrodje, je to pač zunanji videz bo, ampak to ni več to. In tudi Evropa ni več to, kar je bila. A Boštjana, bo to zdaj neka nova Sagrada Familia, se pravi, nikoli dokončana? Ne, torej, to je bila dokončana, 800 let je bila dokončana, torej, to je simbolično. Ni dokončana cerkev, Notre-Damska cerkev in manjka ta zvonika spredaj, Ja, seveda, zvonika spredaj stane. Ampak ne dokončana, brez špic. Seveda sta dokončana. Ja, ne, če špic ni. To je brez veze. Hočem reči, druga zadeva, ki je bistveno pomembna, simbolično sporočilo je bilo. In to simbolično sporočilo bo šlo v vek, kot se reče zdaj. Rekonstrukcija je pa popolnoma nemogoča. Kako se nima noben znanja, kaj bo. Najprej treba počakati, da se to usuši. Potem, kaj je z Malto, kakšne so konstrukcije, kaj je statika. Potem, kako nadomestiti tem, to je
To je en kup enih vprašanj, na katere v tem trenutku nima noben odgovor. Lahko je postaviti en kilometer visoko v Abu Dhabiju, visok nebotičnik, ampak rekonstrukcija take zgradbe z mentaliteto dobe, z materiali dobe, s tehniko dobe, se mi zdi danes. Mi bomo že v grobu, ko bo, bi rekel, postavljen mlaj oziroma bo ta obnova končana. Prav, to vam pa povem. Ne preveč optimistični toni, ampak ne glede na vse si bomo vzeli še en krajši premor, po katerem se naša komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Boštjan, Tino, kakšna je vajina ocena? Je bil to zadnji požar, v bistvu zadnjo znamenje, kaj se nam obeta, ali je to bil prvi požar, v resnici prvi tak, na katere se moramo vse v prihodnje navaditi? No, to je bil pač prvi tak požar, katerega simbolika bo trajala desetletja. Ampak vse smo se že navadili. V Parizu so od 2015 novembra pobili torej 250-215 nekje tam ljudi, koliko jih je umrlo še kasneje, ne vem. Vsak dan umiramo, pač evropska politika je prišla do točke, ko lahko samo še sama sebi, bi rekel, prežiga sveče. In to je pač eden od teh. Temeljni problem je pač, ker nimamo političnega razreda, ki bi znal zavarovati evropske državljane, tako kot jih je znal zavarovati še vsak politični razred v Evropi od leta 1945 naprej. Prav, Tino? Kristjani smo najbolj ogrožena verska skupnost na planetu. Največ kristjanov se pokolje pobije vsako leto, nobene verske skupnosti se ne tako pobija in tako množično. In o nobeni drugi verski skupnosti ni take tišine, ko se ti masakri dogajajo, zato tudi nihče ne ve za množične, oziroma za teh, mislim, da 12 požigov v zadnjih mesecih francoskih cerkva, to je objavila samo Domovina, naši mediji so tiho. Ja. Prav, dr. Boštjan Marko Turk, Tino Mamić, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil 278. pietetni Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bo naš gost, zvezdnik iz šova Zvezde plešejo oziroma slovenski Johnny Bravo, Igor Mikić. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.